Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Čas je za dogodke dneva. Laško mestno središče je v teh dneh veliko gradbišče. Obnova vile Sonja teče po načrtih. Na Celjski koči začetek smučarske sezone. Lokalni košarkarski derbi v Rogaški Slatini dobili košarkarji Podčetrtka. V starem laškem mestnem središču je v teh dneh veliko gradbišče. Vzporedno namreč teče več projektov: izgradnja kanalizacije, obnova mestnih ulic in trgov ter gradnja prizidka k zdravstvenemu domu. Kmalu se bo začelo tudi urejanje zdraviliškega parka, med pomembnejšimi projekti letošnjega leta pa je tudi nadaljevanje izgradnje protipoplavnih ukrepov. Tudi v letošnjem letu bo občina Laško vlagala v urejanje komunalne infrastrukture. Tako bodo nadaljevali z obnovo glavnega vodovoda med Laškimi in Rimskimi Toplicami, že lani pa so začeli dva večja projekta, ki bosta zaznamovala dogajanje v starem mestnem jedru Laškega. Tam namreč gradijo kanalizacijsko omrežje in prenavljajo tamkajšnje ulice in trge. Poleg gradnje kanalizacijskega omrežja obnavljamo še preostalo infrastrukturo, se pravi vodovod, pa javno razsvetljavo. Elektro omrežje se seli pod zemljo, na koncu pa poleg meteornega odvodnjavanja se ureja še tlakovanje, se pravi zgornji ustroj, zelene površine in pa urbana oprema. Gre za prvo fazo obnove staromestnega jedra, obnavlja se zgornji del Aškičevega trga, potem nadaljevanje ulice pod gradom proti Savinskem nabrežju, preostanek Trubarjeve ulice, del Mestne ulice in pa večji del Valvazorovega trga, tako da je ta je res tudi organizacijsko zaradi arheoloških najdb, ki smo jih našli, najzahtevnejši in ker je potrebno seveda tudi s temi zaporami zagotavljati dostop tako za prebivalce oziroma za domačine, kot za vse tiste poslovne subjekte, ki delujejo v starem mestnem jedru. Obenem kanalizacijsko omrežje širijo v Marija Gradcu, kjer bodo uredili tudi novo parkirišče. Nadaljuje pa se gradnja prizidka k zdravstvenemu domu. Približno 4 milijone evrov vreden projekt, kjer je tudi praktično ob zaključku izkopa gradbene jame so bila odkrite določene arheološke najdbe. No, ta del arheoloških izkopavanj tam pa je že zaključen, tako da je gradbišče že ponovno odprto. Takoj po novem letu so gradbeni stroji že zabrneli in načrtujemo, da se kaj kmalu tudi ta del visoke gradnje že pokaže iz naše gradbene jame. Med največjimi projekti leta 2025 bo nadaljevanje protipoplavnih ukrepov. Občina je skupaj z državo začrtala dva projekta. Za enega so gradbeno dovoljenje že pridobili. Na reki Savini med Marijagraškim ovinkom in pa Udmatom gre za približno 15-milijonski projekt, katerega javni razpis je trenutno v pripravi strani države oziroma Direkcije za vode. Mi pa seveda se kot občina bomo vključevali, glede na to, da je to tudi ključnega pomena za izboljšanje poplavne varnosti. Tisti drugi, ki pa smo nekako povsem pred koncem, pa je se pravi gradbeno dovoljenje za protipoplavne ukrepe na območju Rečice, na območju stanovanjske gradnje, doma starejših in pa gasilskega doma in po uspešno pridobljenem gradbenem dovoljenju tudi tu načrtujemo seveda skupaj z državo najprej pripravo javnega razpisa, potem pa samo pričetek izvedbe. V letošnjem letu načrtujejo, da bodo na javne objekte v projektu, ki ga izvajajo skupaj z občino Šentjur, ugradili sončne elektrarne. Skupaj jih bo 17, od tega v Laškem 12. Občina naj bi letos sprejela tudi strategijo za mlade, saj si želijo pridobiti naziv Mladim prijazna občina. V Celju se nadaljuje obnova vile Sonja na Kersnikovi ulici, v kateri bo v prihodnosti deloval Center za duševno zdravje odraslih.
Meščanska stavba, ki se nahaja v neposredni bližini zdravstvenega doma, je bila zgrajena leta 1923. V okviru obnove, ki poteka v skladu s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine, bodo obnovili nosilne konstrukcije in fasado, zamenjali stavbno pohištvo ter celostno uredili notranje prostore. Predvidena je tudi menjava strojnih in elektroinštalacij ter ureditev meteorne in fekalne kanalizacije. Predvidena je bila tudi obnova strešne konstrukcije, ki pa jo bodo morali zaradi slabega statičnega stanja obstoječe konstrukcije nadomestiti z novo. Naložbo, ki je ocenjena na več kot 1,4 milijona evrov, sofinancira Ministrstvo za zdravje. Zaključek del je predviden letos jeseni. Na Celjski koči se je danes začela nova smučarska sezona. Ekipa družbe ZPO Celje, ki je upravljalec smučišča, je v zadnjih dneh ob ugodnih vremenskih razmerah uspela zasnežiti in pripraviti progo CK1, odprta sta tudi otroški poligon in sankališče. Smučišče bo med tednom obratovalo od 16. do 20. ure, ob vikendih pa med 9. in 16. ter 17. in 20. uro. V minulih dneh so na Celjski koči bivali otroci iz pobratenega mesta Baška, kjer ima celjska občina celjski dom. Mladi iz Baške so poleg smučanja in sankanja uživali še v kegljanju na keglišču Golovec ter obisku tehnoparka. V februarju bodo na Celjski koči gostovali še otroci iz dveh pobratenih mest, hrvaškega Slavonskega Broda in turškega Gaziantepa. Pripadniki Srbske pravoslavne cerkve v Celju so se včeraj na Celjski Špici podali v mrzlo Savinjo in na ta način obeležili praznik Jezusovega krsta, ki ga pravoslavna cerkev praznuje 19. januarja. V Savinjo, ki je imela 3 stopinje Celzija, je skočilo 22 pogumnežev. Včerajšnja nedelja 19. januarja je bila v Celju precej zimska. Ob 13. uri je bila izmerjena temperatura -1 stopinja Celzija. Na popularni špici ob obrežju Savinje pa so se zbrali pripadniki Srbske pravoslavne cerkve v Celju, ki jih v Celju in okolici živi okoli 8.000, da bi s tradicionalnim skokom v Savinjo počastili praznik Gospodovega oznanjenja oziroma Jezusovega krsta, ki ga pripadniki pravoslavne cerkve praznuje 19. januarja. V vodo, ki je takrat imela 3 stopinje Celzija, se jih je skupaj podalo 22, največ doslej, ki so se s plavanjem proti toku borili, kdo bo prvi osvojil venček s križem. Letošnji skok v mrzlo Savinjo je slavil mali jubilej, saj je bil 10. po vrsti. Organizatorja tega prazničnega skoka v mrzlo Savinjo sta Zveza srbske diaspore v Sloveniji ter Srbska pravoslavna cerkev v Celju. In predstavnik organizatorja je bil vesel in ponosen na tako veliko udeležbo tako plavalcev kot tudi obiskovalcev ob letošnjem 10. jubilejnem skoku v Savinjo. Kada se sjetim početaka pre 10 godina i Ko se spominjam začetka pred 10 leti, 3 smo takrat začeli, ni bilo veliko ljudi, niti plavalcev, bilo je težko. Dušan Konda, naš velik prijatelj, nam je pomagal in hvala Bogu, to je sedaj 10. Videli ste sami, imeli smo nekje 19 do 20 plavalcev, med njimi 2 fanta, stara nekje 12-11 let in oba sta prva priplavala do križa. Tako da zadovoljen sem, seveda, in ponosen sem z vsem, kar smo dosegli. Ponosan sa svim onim što smo do sada postigli. Tudi paroh Srpske pravoslavne cerkve v Celju Goran Šljivić je bil nad letošnjo udeležbo, s katero pripadniki pravoslavne cerkve, kot nam je poudaril, ohranjajo in razvijajo svojo kulturno tradicijo, nadvse zadovoljen. V liturgičnem obredu je v somaševanju s pomočnikova najprej opravil obred blagoslova vseh pogumnih udeležencev letošnjega prazničnega plavanja v Savinji. Udeleženci so zaplavali proti toku, malo više pa so v vodo spustili venček, na katerem je križ, ki počasi plava nizvodno. Tokrat niso tekmovali, kdo bo prvi priplaval do križa, ampak so prepustili, da sta do križa prva priplavala 13-letni Tim Mamić in 12-letni Mladen Stepanović iz Celja. Tako so otrokoma prepustili zmago, ostali pa so jo varovali. In oba sta z ostalimi pogumno zaplavala v mrzlo Savinjo.
Tim Mamić pa je dejal, da je bila Savinja seveda mrzla, ampak ko je videl, kako so se drugi opogumili, je šel v vodo še on in bilo je odlično. Za osvojeno prvo mesto sta prejela posebno spominsko priznanje. Z brega Savinje je pogumne plavalce bodrila množica obiskovalcev. Zbralo se jih je okoli 500. Ves dogodek pa se je odvijal v podpori celjskega kajak-kanu kluba Nivo. Spet ena lepa popestritev na Špici, zdaj že 10. tako kot si rekel, imajo to plavanje za častni križ, pravoslavni verniki v glavnem, največ je to iz Srbije oziroma Srbov, tu živečih v Sloveniji, plus da so bili iz Srbije, Makedonije, Bosne in Ukrajine. Tada 22 plavalcev, to je absolutni rekord na 19. januarja. Če bo šlo tako naprej, se bo počasi približali onim 1. januarja, ne? Ki jih je pa bilo leto 70. Ne? Tada lepa tradicija, ki se nadaljuje, zelo veliko ljudi na bregu, vidi se, da je nedelja in zato je bilo po moje rekordno število gledalcev na obrežju Savinje, tako da lep dan, bil je napovedan sonce, pa ga žal ni, ampak vse vseeno. 10. jubilejni praznični skok v Savinjo pripadnikov pravoslavne cerkve je tako v celoti uspel in pripravljali ga bodo tudi v prihodnje. Naravno, da smo svaki godini. Normalno je, da smo vsako leto tu in normalno je, da izrazimo naše verske in kulturne običaje. Vesel sem tudi, ker vidim, da je veliko naših someščanov, ki niso pravoslavne vere, prišlo sem. Reka došli. V 15. krogu košarkarskega državnega prvenstva je bil lokalni derbi v Rogaški Slatini, kjer je gostoval Podčetrtek. Gostje so do svoje 10. letošnje prvenstvene zmage prišli predvsem po zaslugi odlične zadnje četrtine, ki so jo dobili z izidom 22:9. Rogaško je prvič pred domačim občinstvom vodil trener Damjan Novaković. V moštvu pa sta debitirala novinca Uroš Ilić in Terel Brden. Na drugi strani v moštvu Podčetrtka ni bilo več izkušenega Daliborja Džape, ki se je pred časom preselil v Laško. Slatinčani so še pred zadnjo četrtino vodili za 5 točk, potem pa v zadnjem kvartalu močno popustili, kar so gostje na krilih razpoložene peterke Thompson, Stojmenov, Vukotić, Atanacković in Struger znali izkoristiti za končno zmago s 83:75. Sem rekel fantom v garderobi, da so to moji heroji. Mi po odhodu Džape, ne da se zdaj izgovarjamo, ta teden smo imeli katastrofalen teden od srede, viroze, 3 igralci, Borišek je danes obležal v postelji, ga ni bilo, Žiga je prišel direktno tekmo, Stojmenov, kapamo dol, včeraj se je Gležen zvil, takšen Gležen danes odigral vrhunsko tekmo, ampak to je to, dobra energija, fantje igrajo s srcem in sem zelo zadovoljen. Jaz sem že pred tekmo dejal, da je Podčetrtek izkušena ekipa, ki pač ima isto ekipo kot lani z dodatkom Thompsona in nič stvari jasne, medtem ko mi nismo v stanju bili postaviti smiselnega napada, saj sta Barden in Ilić včeraj trenirali v sredo zvečer. Kljub temu je vse izgledalo ok in smo uspevali na neko individualno kvaliteto in nek šut reševati stvari. To je pač tudi njem zmanjkalo sape, v drugem polčasu se je verjetno še v časovni razliki. Je pa tudi moja kriv, da nisem zdaj bil tu v Sloveniji 4-5 mesecev, vidim, da je uporaba komovcev in rok čisto drugačna, kot je bila prejšnjo sezono, tako da bomo tudi na tem delali, se pravi, moramo bolj grobo igrati, kajti to se več ne piska, ali se pač na tej tekmi ni. Tako da zdaj imamo en teden časa, da ta 2 igralca upeljemo. Generalno pa statistično poraz je posledica neverjetnega števila skokov v napadu. Mislim, da second chance points je nekih 24-5, nisem zdaj siguren. Pri Rogaški se je predvsem v drugem polčasu poznala neuigranost, saj sta oba novinca z moštvom opravila le 3 treninge. Nismo uspeli v 3 dneh organizirati akcije, postaviti do kam mora iti, vedno eden gre nekam v napačno smer in potem moramo improvizirati. Rogaška je v dosedanjem delu sezone zmagala na 4 in izgubila na 11 tekmah, kar je njen najslabši izkupiček od leta 2011 naprej, ko je stalna članica prve slovenske lige. Jaz nisem v nobeni paniki. Pač prva tekma smo bili najbližje, potem so pač igralci šli, eni so bili poškodovani, danes tudi Grušovnik je bil pač bolan. Ampak to vse stvari, o katerih ne potrebno govoriti. Mi imamo Američana Bradyja Browna, da pride v igro, ampak on nič ne more.
tako da smo zelo oski z rotacijo, ali bomo še kaj zarotirali. Jaz verjamem v svetlo tretji del in verjamem, da se bomo na koncu vrstili v play-off tudi. Podčetrtek je z 10 zmagami in 5 porazi trenutno na 4. mestu prvenstvene lestvice. To je v 7. prvoligaški sezoni, na približno polovici sezone, najboljši dosežek Podčetrtka doslej. Predvsem pa me to veseli, da seveda mi v štartu svojih prvoligaških korakov smo res imeli močnejše ekipe, izkušene igralce, kar se je tudi poznalo, da smo lahko rasli. Letos pa res poleg Simota in Žiga Švigla zelo mlada ekipa do 22 let, trenirajo neverjetno, treniramo vsak dan, 2-krat na dan in kapa dol tem fantom. Čestito bi tudi Rogaški na dobri tek in pa predvsem veseli me polne tribune z obeh strani navijačev in super. V Podčetrtku so pred kratkim ostali brez izkušenega centra Daliborja Džape. Zamenjave zanj v nadaljevanju sezone ne bodo iskali. Mislim, da ne bomo pripeljali nič. Neki cilji, ki so bili pred sezono na takšno ekipo, ki je ta, je bil cilj 7-8 mesto, po prihodu Džape je bil cilj Liga za prvaka, iskreno. Mislim, da je boljše, da v tem trenutku Podčetrtek sigurno ne bo prvak, državni prvak. To moramo biti realni, je pa treba nadaljevati s temi mladimi fanti in to je edina prava pot. Po noči bodo predvsem v zahodni polovici države rahle padavine, v notranjosti Slovenije bo možna poledica. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do -1, na Primorskem okoli 6 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, predvsem na zahodu bo še občasno rosilo ali rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do 5, na Primorskem do 11 stopinj Celzija. V sredo bo v zahodnih krajih občasno oblačno z občasnim rahlim dežjem. Drugod bo sprva po nižinah precej nizke oblačnosti, ki se bo popoldne začela trgati. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. V četrtek bo oblačno, na severovzhodu bo dopoldne še nekaj jasnine. Na zahodu bodo čez dan rahle padavine, ki se bodo zvečer okrepile ter razširile nad večji del države. Pihal bo jugozahodni veter. To so bile novice, ki smo jih strnili v tokratne dogodke dneva. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Prijeten preostanek dneva in nasvidenje znova jutri.